Imamo zelo zanimive programe za razvoj podjetij. Wellbeing na delovnem mestu, kaj je dobro vedeti o preprečevanju mobinga. Kaj je to, kako to je prišlo v Sloveniji in kako smo začeli to raziskovati? Ja, zelo zanimivo. Kot sem že prej rekla, v bistvu sem po duši res raziskovalka in leta 2002 me je nagovorila ena v bistvu kadrovska strokovnjakinja, kadrovica iz Slovenije, ne bom zdaj imena govorila, in mi je rekla, če lahko pomagam, da pri njih se dogaja pač nekaj čudnega. In sem rekla, ja, kaj se pa dogaja, v bistvu. In potem smo res malo smo že raziskovali skupaj in smo ugotovili izjemno par takih disfunkcionalnih razmerij, bi lahko rekla. In smo se malo poglobili tudi v to in smo ugotovili, da dejansko prihaja do psihičnega čustvenega nasilja v določeni pač ekipi, bilo takrat. In potem sem jaz pač malo še raziskala po svetu in sem hitro ugotovila, da za to že obstaja izraz, in se mu reče mobbing. Se pravi, v bistvu končni namen mobbinga naj bi bil izriniti nekoga iz delovnega okolja. In potem sem prvo raziskavo v Sloveniji naredila in sem ugotovila, da je pravzaprav v Sloveniji takrat izraz sploh še ni bil niti poznan. Tudi ko smo ga opisali, kaj to je v bistvu samo 2,3% vprašanih odgovorilo, da mogoče pa je že kdaj doživelo obliko mobbinga. Še rekla, no to pa v tako lepi državi, na družbi živimo, vendar ni bilo tako. Ljudje v bistvu niso ozavestili, da to pravzaprav ni dovoljeno. In tako rekoč v bistvu. In potem so me povabili k snovanju definicije mobbinga v Zakonu o delovnih razmerjih. Tako da v bistvu je tudi tam del moje definicije, nekako v tem zakonu še danes velja. In smo začeli tudi usposabljati tako imenovane zaupnike za preprečevanje mobbinga. To so pa ljudje, ki danes dejansko v bistvu so nekako odgovorni, pač so neki zaupniki zaposlenih, h katerim lahko pridejo ljudje in jim se zaupajo, kaj se mogoče dogaja, in zaupnik jim pomaga prepoznati, ali gre res za mobbing ali gre mogoče tudi za kakšno neprijetno situacijo na delovnem mestu. Tako da v tem recimo tečaju ljudje spoznajo oziroma pač namenjene tudi splošni populaciji, če kdo želi. In tudi nekaj takih seveda je ponavadi, zato ker v bistvu nekako pridejo ljudje mogoče z izkušnjo mobbinga, pa se prepričajo, je to ali ni bilo. In po drugi strani pa pretežno namenjen pač organizacijam in tistim, ki naj bi preventivno skrbeli, da se do tega ne bi prihajalo. In v tem tečaju se naučimo prepoznavati, katera dejanja nedvoumno uvrščamo v mobbing, katera pa tudi ne, ker je kar precej zopet stereotipnega razmišljanja pa malo zmede na tem področju. Potem pa dejansko v bistvu, kako recimo se pogovarjati z človekom, ki recimo pride do takega zaupnika in ga sprašuje o teh stvareh, se pravi vodenje nekega svetovalnega pogovora, pa tudi dejansko kakšno preventiva v bistvu bi bila smiselna, da se uvede v organizacijo, da do tega ne bi prihajalo, in tudi kako se rešuje posamične prepoznane primere. Tako da bom rekla, od upravljanja tega problema do vse tudi pravnega reševanja. To je že tako kar napredno za podjetja, da oni se razvijajo na tak način, da lahko tako temo, tako delavnico si naročijo. Torej, to že o podjetju govori kot o res odgovornem. Ja, podjetja tudi velikokrat koristijo tako mogoče malo krajše delavnice, ker pa ozavestijo zaposlene, kaj to je pa kaj to ni. Mobbing, ker moramo vedeti, da v bistvu večji del v bistvu izkazanih primerov mobbinga se dogaja na horizontalni ravni. Se pravi med sodelavci. In tudi oni morajo vedeti, kaj ni dovoljeno in kaj mogoče v bistvu gre v kakšno neprijetno situacijo prepoznati, da to še vendarle ni mobbing. Po drugi strani pa v bistvu dejansko, da vejo, kaj pa se res ne počne.